Srečno, drage Zagorjanke in dragi Zagorjani. Izredno sem vesel, da se zopet vidimo. Tokrat se vam oglašamo izredno, saj imamo na lagerju kar nekaj izrednih novic. Vesoljna Slovenija že ve, da so naši športniki izredno dobro odprli olimpijske igre. Izredne novice so se kar vrstile, saj premoremo že 7 kolajn v vseh leskih. Tudi v občini Zagorje smo bili tega izredno veseli, zato je občinski svet hitro sklical tudi izredno sejo. Kaj tako izrednega so se dogovarjali pa v nadaljevanju. Izredne seje so že po imenu sodeč tiste, ki niso bile v rednem planu. To pomeni, da se v večino primerov skličejo, kadar gre za resnično nujne zadeve. Vrh zagorske politike se je odločil, da imajo tokrat res dober in nujen razlog. Zato so se v zadnjem letu županovega 7. mandata sklicali 3. izredno sejo. Kolikor ste si sejo pogledali na spletu, ste takoj opazili, da je občinsko žezlo tokrat vihtel tako rekoč drugi mož občine. Župan je prestajal izolacijsko obdobje, tako se je ponudila priložnost, da sveti sedež zasede drugi v vrsti. Sejo je odprl suvereno, po pričakovanjih. Naštel je 18 svetnikov in svetnic, kar je bilo dovolj, da so bili sklepčni. O prvi točki, in sicer potrjevanju dnevnega reda, je brez težav zbral vseh 19 glasov. Ne, nisem naredil napake. Vicežupan je med 18 prisotnimi svetniki našel reci in piši 19 glasov. In vas obveščam, da nas je prisotnih 18 od 25 članov. Ugotavljam, da je 19 za, 18 od 25, 19 za, 18 od 25, 19 za. Ni slabo. Tudi vmes pa je dokazal, da je z pravega testa, saj je lepo po SDS-ovsko besedo vzel preveč radovednemu občinskemu svetniku in mu hitro povedal, kdo je alfa in omega te seje. Če lahko sam še zaključim. To smo v bistvu vam bo mogel najprej dati besedo, da moraš si jo sam vzeti za enkrat še. Recimo sedaj kakšno o tem, o čem je sploh tekla beseda na 3. izredni seji. Gre za nakup parcel v Kisovcu, kjer naj bi se gradilo novo krožišče. Do tukaj so stvari še nekako razumljive. Vprašanja se začnejo postavljati, ko vidimo, kje naj bi to krožišče stalo in kakšen je dejanski namen le-tega. Člani stranke ZGN so glasno in verno zagovarjali dejstvo, da je rondo, kot jim pogovorno rečemo, pri podjetju Tevel in kamnolomu AGM Nemec nujno potreben, da se umiri promet skozi Kisovec in da trenutna ureditev ni primerna. Zanimivo, da je bila vsa ta leta primerna, ko so se iztekali en mandat za drugim občinskim svetnikom in županom. Letos pa je ta rondo na točno tej lokaciji res nujen. Enemu vidnejšim članom ZGN se je sicer na začetku seje malce zareklo in je izustil verjetno nekaj, kar ni bilo povšeči vsem. Namreč bojda se bo poleg podjetja Ksela uredila nova obrtna cona. Oziroma, kot so potem vešči govorci hitro popravljali in dopolnjevali, se bo obrtna cona samo podaljšala. Zanimivo je to, da gre to za območje, ki je izredno poplavno in namenjeno kmetijstvu. A malce več o tem čez kakšen trenutek. Vrnimo se namreč na nakupu parcel 223/2 in 224/3, ki sta predmet te prodaje. Kaj točno bo občina pridobila s tem, da odkupi parceli, ni čisto jasno, saj je rečeno, da so nujni za izgradbo rondoja. A parceli se nahajata na območju kamnoloma in nimata sploh povezave s cesto. Nekdo bo očitno bogatejši za dobrih 100 000 evrov. Sedaj se lahko vrnem k novo nastali obrtni coni, oziroma podaljšani obrtni coni, oziroma kakorkoli bodo projekt poimenovali. Torej, kot rečeno, gre za trenutno kmetijska zemljišča, ki niso primerna za gradnjo. Govorice pravijo, da naj bi občina do teh parcel uredila cesto, sem spada rondo,
in potem na stroške občank in občanov spremenila namembnost zemljišča ter ga uredila, da bo primeren za gradnjo. Torej, urejanje struge, dovoza, terena in tako dalje. Ko bo vse to urejeno, pa naj bi po govoricah na to sedaj izredno urejeno območje prišel nihče drug kot visoki član stranke SD in eden najbogatejših Slovencev, vsekakor pa najbogatejši Zagorjan. Bivši lastnik Studie Moderna in še en županov poslovni prijatelj. Na tem mestu naj bi postavil nov obrat svojega podjetja Vanema d.o.o. Veseli smo gospodarskih priložnosti v Zagorju. Resnično. A vprašanje, ki se nam poraja, je, ali je v Zagorju prostor za gospodarsko ekspanzijo samo za prijatelje in podpornike župana? Namreč stroški, ki bodo nastali s tem, da se uredijo prostori za novo tovarno, bodo padli na Zagorjane in Zagorjanke, ki ne bodo imeli veliko od nove tovarne. Več bi imeli od tega, če bi se zemljišče prodalo dotičnemu podjetju in bi podjetje samo uredilo vse ostalo. Denar od prodaje pa bi občina lahko namenila tja, kjer je res potreben. Podjetnike in milijonarje pač verjetno ni potrebe. V bivši državi je obstajal slogan: lepo je v naši domovini biti mlad. V Zagorju pa se čedalje bolj uveljavlja: lepo je v naši občini biti županov prijatelj. Ja, takšne izredne seje premore naša občina. Epilog je znan. ZGN ima namreč še vedno minimalno večino in zatorej prave demokracije v občinskem svetu še ni. Je pa zato precej lepa sejnina, ki pride prav, kadar je pavza med rednimi sejami. Drage Zagorjanke, dragi Zagorjani, do naslednjič. Srečno!